Dobrodošli v podcastu Po desnem pasu. Spet sem z vami Karin, tokrat pa se javljamo iz Žalca z kandidatko na državnozborskih volitvah Andrejko Tanaskovič. Živijo, Andrejka. Živijo, dobrodošla v Žalcu. Hvala lepa. Zdaj, mi da se poznava že kar nekaj časa. Ja. Sicer res nisem zelo dolgo v stranki, ne? Jaz sem dobre 3 leta, majčkeno več. Kdaj si pa ti vstopila v stranko? Jaz sem pa vstopila v stranko, mislim, da 2013, ja. To je bilo v Bovcu. In sicer bila sem podpornica velika že dolga vrsta, mislim, od vsega začetka. Mož je član že kar dosti dalj časa, ne. Ampak je prišel pač tako, da vedno so me nagovarjali, pa sem rekla, pa ne bi zdaj, ne, pa ne bi. In pol je prišel tako čisto slučajno iz heca ven, ne, pač kaj pa, če te predsednik včlani, bi se pa včlanila, sem pa rekla, ja, če me pa predsednik, potem se pa bom, ne, ker jaz sem si mislila, kaj se bo pa predsednik ukvarjal z eno Andrejko tam, ne, tam pa toliko tisoč ljudi, ne. In so mi ga pripeljali s pristopnico in seveda sem takoj podpisala. No, to je pa posebna čast bila. Ja, To je bila pa ja. prav posebna čast. In zdaj si tukaj in v bistvu kandidiraš za državnozborske volitve, ne, tukaj v tem okraju. In kako je pa prišlo do te odločitve? Mene so v bistvu evidentirali 3 odbori. In da sem podpisala soglasje, bom pa rekla tako, zdi se mi, no, da ta naš volilni okraj, kot je Žalc, Polzela in Vinska Gora, ne, mi sicer imamo zdaj poslanca v državnem zboru, ne, to je Aleš Rezar iz Svobode, in imamo vsi občutek, da dela proti prebivalcem tega volilnega okraja in je prav, da se postavi nekoga v državni zbor, ki se bo pa zavzel za prebivalce tega volilnega okraja. To je bilo bistvo mi, no, ker tudi v občinskem svetu nisem vedno tiho, ne. Jaz se oglasim takrat, ko me nekaj zmoti in se mi zdi, da je prav, da se to pove. Ni prav, da se vladajočim vedno samo kima pa dviguje roke, je treba tudi povedati, daj svoje mnenje pa stopiti iz cone udobja. Ja, se strinjam, ker zdaj pa na žalost, sploh na državnem nivoju, smo prišli do te točke, a ne, da je treba biti v bistvu že tiho, drugače si šikaniran, vzamejo ti besedo, ne, mislim, to je nezaslišano, ne. Ja, mislim, to, kar se dogaja v tem mandatu, je meni res tako nizek nivo, da ni vredno, no, teh ljudi, mislim, da ljudje sploh zasedajo take funkcije, da imamo tam, ne vem, predsednico državnega zbora, ki boksa v državnem zboru, dviguje krila, nima tega osnovnega bontona, napada ljudi, pametuje, samo ona ve vse o sodstvu, glede na to, da je delala v sodstvu. Imamo tudi, mislim, so tudi drugi, ne, iz sodstva pa iz pravne stroke, ko tudi še marsikaj vedo pa vejo, pa so raje tiho, ker se pač nočejo prepirati in spuščati na tak nivo, ne. Ja, no, pa ona v bistvu, čeprav se razglaša za neko pravno strokovnjakinjo, ravno ona tepta pravno državo, ne. Tako. Poslovnik si razlaga kar po svoje, mimo vseh pravil delujejo, sklicujejo izredne seje kot po tekočem traku, a ne, in v bistvu smo trenutno, lahko bi rekli, v stanju anarhije, ne. Popolne anarhije. In jaz to vidim, pa tudi opažam med ljudmi, no. Jaz sem zelo rada, se družim z ljudmi, sem veliko na terenu, tudi kot občinska svetnica, ko je kakšna težava, ko me ljudje pokličejo, jaz se vedno usedem v avto, grem na teren pogledat zadevo, zato da se sama prepričam na lastne oči, tudi lažje potem si ta problem, ki je, ne, potem predstavim ali na odborih, komisijah ali celo ali na sami občinski seji, ne. In ljudje gledajo seje. Jaz sem zelo presenečena, da gledajo odbore, komisije, da ne gledajo samo izrednih sej, pa rednih sej, gledajo tudi, spremljajo redno odbore, komisije in so zgroženi. Zgroženi. Res, nisem enega še srečala tu,
da sem z njim govorila, kar se tega tiče, ne, vodenja sej, kako seje potekajo, da bi bil pa s tem zadovoljen, no. Vsi se zgražajo. Zdaj, tukaj v vaših koncih imate veliko enih znamenitosti, ne? Tako. Imate fontano piva v Žalcu, Tako. potem imate to rimsko nekropolo, no? Jamo pekel. To, ampak ste pa v bistvu najbolj pritegnili pozornost javnosti s tistim vabilom v albanščini na osnovni šoli Žalec. Prvi osnovni šoli Žalec, ja. Ja, zdaj, kakšno besedo o tem? Mislim, meni je, jaz sem res ponosna, da sem Slovenka, ne, tudi bilo kamorkoli po svetu grem, vedno imam majčko Slovenija s sabo, vedno imam v nahrbtniku ali kjerkoli pripravljeno slovensko zastavo, vedno nosim to s sabo, ker sem res ponosna in mene je to zabolelo, moram priznati, da me je zabolelo. Zakaj? Jaz osebno nimam nič proti priseljencem, ne. Tudi moj tast je priseljenec v Slovenijo, ne. In tudi mislim, mi ne zahtevamo ali pa, da bi oni se tujci mogli asimilirati v Žalcu, ne. Prav pa je, da se integrirajo, ne. In to vabilo v albanščini, jaz razumem ravnateljico in šolske delavce, ne, da imajo težave s tem, ker so starši neodzivni, ne. S tem je ravnateljica pač razložila tudi zakaj je bilo dodano še vabilo v albanščini, ker pač ni bilo odziva albanskih staršev, ne. Ampak jaz mislim, da je to unikum, no. Po Ustavi Republike Slovenije v 11. členu je jasno določeno, da jezik v Republiki Sloveniji je slovenščina, ne. Razen v tehle manjšinah madžarske narodnosti pa skupnosti Pa pa italijanske, ne, takrat so pa lahko dvojezični, ne. In takrat sem jaz prejela ogromno klicev, ne, ko je to prišlo v javnost, mislim, da ste prav vi SDM Smo se odzvali, ja, tudi. ta prvi, da ste se odzvali tudi na Facebooku, no, sem videla to in mene res pogrel. Ni mi to prav, ne, ni mi to prav. Ljudje, če pridejo v Slovenijo, tu delati, živeti, si tu ustvarjati družino, se mi zdi prav, da se naučijo govoriti slovenski jezik, da spoštujejo kulturo države, v kateri živijo, se pravi Slovenijo, in da spoštujejo tudi ta naša vrednote, načela, običaje, ne. Iz tega ven, jaz sem se tudi na občinski seji oglasila, ker mene je na primer zelo zmotilo, zakaj župan oziroma občina Žalec se 3 dni ni odzivala na novinarska vprašanja, ne, povezana s tem vprašanjem, ne. Ker poznam, imamo družinske prijatelje, ko sta šla leta 1989 s trebuhom za kruhom v Švico, ne, in jih tam nobeden ni vprašal, iz kod sta, vam mi pomagamo, da se boste vi naučili nemškega jezika, da se boste, ne. Sta mogla sama delati na tem, da sta se naučila jezik, noben jih ni vprašal, ko sta dala otroke v vrtec, otroci znajo slovensko, mislim, da se lahko komunicirajo v Švici s švicarskimi otroci, ne. Jih nihče ni vprašal. In tudi, ko sta delala izpit iz jezika, onadva sta poleg jezika mogla poznati tudi zgodovino. Kar je prav, ne, Ja, seveda, kar je ja, prav, ker ja. potem tudi lažje razumeš, ne. In to se mi zdi totalno nesprejemljivo, da se kaj takega dogaja, no. Ravno 2 dni nazaj me je klical pripadnik te skupnosti, in me je takoj popravil, ko smo se pogovarjala, ko sem rekla, pa povej mi, vsi vam govorijo Albanci, ne, da ste Albanci. Vi ste kosovski državljani, ne, prav seveda izhajamo iz Kosova, ne, ampak res meni je prav pogrelo srce, ko je rekel, jaz sem Slovenec, Andreja, jaz sem Slovenec.
Ja, to je pa lepo tako slišati, ja. ponosno Mhm. in je tudi sam potem povedal, naprimer, da tudi oni sami imajo težave s temi, ko Mhm. imamo mi, ne. Mhm. Ker ima pač gradbeno podjetje, ima dosti zaposlenih, delavcev vemo, da ni v gradbeništvu za dobiti, ne. Pridejo tudi iz Kosova in ima težave z njimi. In Mhm. oni delajo, dokler ne dosežejo tele, kako se že reče, da Dobe dosežejo ali kako? tako te dobe, Ja. da lahko se jim pol delovna viza podaljša, ne. Mhm. Kakor imajo pa podaljšano delovno vizo, dajejo pa odpoved, da lahko koristijo socialne transferje, ne. Aha, Ker oni, okej. če da odpoved, ne more iti na zavod, ne, Mhm. lahko pa koristi socialno, ne. Mhm. In mi kot država odprtih rok sprejemamo tujce, kot da Ja. se gremo socialni turizem, kar ni prav, ne, Ja. za tiste ljudi, ki delajo. In meni je ta znanec tudi rekel, ne, je rekel, mi imamo strašne težave z njimi, ne. In potem sem tudi z njim pač omenila tole vabilo tudi v albanščini, sem rekla, upam, da mi ne zameriš, ker sem se oglasila na občinski seji, ne. Mhm. Ne, prav lepo, fajn si povedala, je rekel, ker mi vsi otroke učimo, da govorijo slovensko, zato ker tu živimo in tu smo si ustvarili življenje, ne. Ampak te, ko pa izkoriščajo državo, ne, s temi so pa velike težave, ne. Ja. Jaz to dobro poznam, no, ker tudi v Kranju imamo pač veliko Albancev, državljanov Kosova, ne, in imamo podobne probleme. Zdaj, jaz sem že slišala, to so sicer samo govorice, no, ampak da naj bi že prišlo do te točke, da so se mogle učiteljice že začeti albansko učiti, ne, da je že tako daleč prišlo. Bil je tudi enkrat en razpis za učitelje tečaja plavanja in se je zahtevalo še znanje albanščine. Skratka, katastrofa in tudi v tem mandatu je bil dan predlog v parlamentu, da bi se uvedle pripravljalnice v šolah, ne. Odlično. Odlično, ampak koalicija je seveda to povozila, ne. Ja, absolutno. Mislim, ta vlada res, jaz imam skozi občutek, da normalne stvari hoče nas prisiliti, da bomo razmišljali, da so nenormalne. In nam nenormalne nam vsiljujejo, da bi bile nam normalne, ne. Ja. Kar je meni skregano z vsako logiko, ne. No, ko si glih omenila tole, mi smo v občinskem svetu tudi potrdili iz proračuna za zaposlitev dodatnega učitelja za slovenščino, za tuje otroke, ne, da jim pač pomaga, kar se mi zdi, da je prav, no, da se učijo slovenskega jezika, ne. Kako so prisotni, ne vem na teh dodatnih urah, to moram priznati. Je pa bilo tudi pri nas v Žalcu, bo pa zdajle, mislim, da 2 leti nazaj, vabilo za zaposlene v vrtcih Žalec, da so vabili zaposlene na izobraževanje in spoznavanje kulture kosovskih državljanov, njihove kulture, jezika, običajev in navad. Mislim, to je meni skregano z logiko. Namesto, da bi, se opravičujem, namesto, da bi kosovske državljane vabili v vrtec, da spoznajo našo kulturo, naše običaje in naše navade. Saj nihče jih ne sili, da morajo oni to prevzeti pa vzeti za svoje, ne, ampak prav pa je, da to poznajo in da to spoštujejo, ker tu živijo. Ja, res je, se popolnoma strinjam, podpišem. Zdaj, če malo zamenjava temo, tukaj je bilo, to območje je bilo zelo prizadeto, ne, v času tistih katastrofalnih poplav leta 2023. Zdaj, kako je bilo s sanacijo, kakšen je bil odziv vladajoče politike? Mislim,
katastrofa, no, katastrofa. Ljudje so še danes v strahu, besni, ker tiste nek znesek, ko so dobili za odškodnino, ne, so pol naknadno dobili, da morajo imeti za vse tisto, kar so sanirali, morajo imeti račune, ne, in da mora na računih pisati njihovo ime in ne vem kaj še vse. In to, glejte, ljudje so zdevali ogromno svojih prihrankov, sposojali so si denar, da so lahko obnovili, sploh da so ostali v hišah, da so lahko normalno, nekako normalno nazaj zaživeli, pomagali smo tudi ostali, kakor se je dalo, no, da smo, in zdaj oni zahtevajo to, kar jim je država zahteva zdaj nazaj, ta denar, ne. In to je meni, tudi smo, mislim, da je bila tudi Komisija za človekove peticije in pravice, ki jo vodi gospod Jože Tanko, so bili tudi iz te sosednje krajevne skupnosti Vrbje, ki je bila tudi zelo poplavljena in zelo prizadeta. In so slišali zgodbe ljudi na teh komisijah, ampak na koncu vladajoči so prišli, dvignili roke, potrdili tisto, kar je, ne, so bili proti, so bili pač proti, da se bi ugodili, no, poplavljencem. To je meni nesprejemljivo. Januarja je bila razgrnitev državnega prostorskega načrta za protipoplavno varnost Spodnje Savinjske doline. To je prišel tudi minister za naravne vire in prostor in jaz sem šla, ne, na to predstavitev, ampak moram reči, da sem bila 15-10 minut prej, preden se naj bi to vse skupaj začelo, ampak je bila dvorana tako polna, da so ljudje že v avli stali, ne. Nisi mogel nikamor, ne. Zdaj, dokler niso ljudje komentirali, zraven sem še slišala, kaj se tam govori, ne, potem, ko so pa od jeze, besa začeli komentirati, pa tako nisi nič več slišal. To moram reči, da to absolutno podpiram kmete in lastnike zemljišč, ker sem mnenja, da se te zadeve ne morejo reševati v Ljubljani v pisarni na vladi, da bi bilo treba upoštevati stroko, da bi bilo treba iti na teren, pogledati, kako to izgleda, se z lastniki zemljišč malo pogovoriti, usedeti dol, ne pa tako, ko so oni naredili, ne, kar je iz danes na jutri in tam pride, pri teh suhih zadrževalnikih pride tam v eni vasi, pride, da bi imeli kar pri hišah 6-metrski betonski zid. Mislim, s tem izgubijo popolno vrednost tudi nepremičnine, ne, in še marsikaj drugega, ne. Tu bom rekla, da jaz sem tu, podpiram kmete in lastnike zemljišč absolutno, ker jaz pravim, da brez zemlje ni kmeta, brez kmeta pa ni hrane, ne. Kaj bomo mi brez kmeta? Ta vlada je začela vse tisto, kar je dobro za nas ljudi, državljane Slovenije, je začela uničevati in jih napadati, ne, in to od kmetov do zdravstva, do podjetnikov. Vseh področij, ne. Ni področja, ko se ga ni dotaknila, da je delala jim škodo, ne. In to ni prav, jaz mislim, da tudi predstavljen je bil ta predlog teh zadrževalnikov, je bil tako predstavljen, no, da se tudi ni upoštevali evropske zakonodaje, ko bi se lahko tudi prijavili na evropske razpise, ne, pa mogoče iz Evrope počrpali še nekaj denarja za te zadrževalnike, pa da se nek konsenz, ne, da se upošteva in lastnike zemljišč in stroko in lokalno stroko, da se posluša, pa da se potem to naredi nek kompromis, nekaj suhih, nekaj mokrih, tisto, kar bi bilo za kmete tudi sprejemljivo, ne. Tako se pa zemlja uničuje, ne. Brala sem na Facebooku, so napadli enega od županov Spodnje Savinjske doline, ker se je zavzel za lastnike zemljišč, ne. Da ga napadajo tudi iz Ljubljane, ne, nekdo iz vlade ga je klical, ne, da on tega ne razume, da kako se je prepustil prepričati 50 razjarjenim kmetom v dvorani, ne, ampak glejte, to je
vsak pameten bo rekel, ja, mi smo za varnost pred poplavami, ampak ne na takšen način, kot je to naredila ta vlada. Ne? Ja, se res uničujejo vse, kar je pred njimi, a ne? Tako. In Milan Kučan je dobro rekel, da bo letos treba voliti politiko, ki gradi, ne tisto, ki ruši. Se pravi, bomo volili desno, ne? SDS. SDS. Pa mogoče še vprašanje za na konec, zdaj, če boš izvoljena za poslanko, ne, v parlament, kaj bi bila tista, ne vem, prva stvar, za katero misliš, da je treba urediti? Zakaj bi se najbolj zavzela? A tu, v našem volilnem okraju? Ja, lahko Ali tudi na lokalna, splošno? lahko lokalna ali na splošno. Ja, jaz bom rekla absolutno kmetijstvo. Kmetijstvo je ena taka panoga, ko brez nje ne moremo preživeti, ne. Tu se zdaj, kaj bomo jedli? Kaj bomo jedli, ne? Krompir ne raste v trgovini, tako. Jaz imam občutek, da ta vlada predstavlja tako vse skupaj v zvezi s kmetijstvom, ne, kot da krompir, solata, vse raste v trgovini. Ampak nekdo mora za to fejst pa trdo delati, pa garati, ne, da to pridela, ne. Ena izmed takih, no, kmetijstvo, ja. Ok, hvala lepa, Andrejka, za pogovor in pa seveda vso srečo na volitvah. Hvala lepa, Karin. Dobrodošla, pa še kdaj v Ja, Žalcu. z veseljem.